Rojena v vsevplivnejšo evropsko kraljevo družino, je bila princesa Štefanija usojena za veličino, a namesto tega se je znašla v kraljevski nočni mori. Vdžeta v zakonu brez ljubezni je živela življenje izdaje in bolezni, zaradi česar je pri komaj 22 letih postala neplodna. Le 2 leti kasneje je šokanten dogodek spremenil potek njenega življenja. Pridružite se mi, ko bomo raziskovali njeno zgodbo. Princesa Štefanija Klotilda se je rodila 21. maja 1864 v palači Lachen v predmestju Bruslja v Belgiji. Njen oče je bil princ Leopold, prestolonaslednik belgijskega prestola in sin kralja Leopolda I., prvega vladarja Belgije po njeni neodvisnosti leta 1831. Le leto in pol po njenem rojstvu je njen dedek umrl in njen oče je postal kralj Leopold II. Za svet je bil spoštovan kot mogočen državnik, ki je Belgijo kljub njeni majhnosti postavil na svetovni zemljevid. Državo je napolnil z veličastnimi palačami in mogočnimi javnimi stavbami ter si utrdil sloves vizionarskega vladarja. Toda za bleščečo fasado njegove vladavine se je skrivala tema. Danes je zapuščina Leopolda II. Grozljiva. Kongo je spremenil v svojo zasebno posest, ga vladal z železno roko in izkoriščal njegove prebivalce za dobiček. Pod njegovo vladavino je bilo na kavčukovih plantažah zasužnjenih milijone Kongovcev, ki so trpeli številna grozodejstva. Tragično je, da so te razmere v kombinaciji z boleznimi in lakoto povzročile strm upad kongovskega prebivalstva. Tako je bilo bogastvo Štefanijine družine deloma pridobljeno s krvavim denarjem iz Konga. Mati Štefanije je bila Marija Henrieta Avstrijska, članica kraljeve hiše Habsburžanov v Avstriji, državi, ki je večino 18. stoletja vladala Belgiji. Ona in Leopold sta imela 4 otroke. Njuna prva hči, Luiza, se je rodila leta 1858, sledil pa je njun edini sin, Leopold, leta 1859. Skoraj 5 let kasneje se je rodila Štefanija, 8 let potem pa sta dobila še najmlajšo hčer, Klementino. Kljub vsem tem otrokom je bilo družinsko življenje belgijske kraljeve družine daleč od srečnega. Zakon njunih staršev je bil povsem politični dogovor, imeli pa so popolnoma različne interese in osebnosti. Sčasoma so se napetosti stopnjevale in kraljica Marija Henrika se je vse bolj oddaljevala od svojega moža. Večino 70 let 19. stoletja pa je preživela ločeno od njega. To je še povečalo toge omejitve kraljevskega življenja, v prihodnjih letih pa naj bi bila Štefanija potegnjena v veliko temnejši svet, kot si ga je sploh lahko predstavljala. Štefanijina zgodnja leta so zaznamovale tragedije. Januarja 1869 se ji je svet sesul, ko je njen brat, prestolonaslednik, umrl in kraljevo družino pahnil v žalovanje. Čeprav je bila stara komaj 4 leta in pol, je ta tragedija na Štefaniji pustila globoko sled in začela zaton zakona njenih staršev. Potem je leta 1871 znova udarila nesreča. Evropa se je še vedno borila z valovi smrtonosnih bolezni, tifusom, črnimi kozami in strašljivo modro smrtjo, kot so imenovali kolero, in ni minilo dolgo, preden je izbruh zajel Bruselj. Štefanija, ki še ni bila stara 7 let, je hudo zbolela za tifusom. Tedne je nihala med življenjem in smrtjo. Bila je nezavestna, vročična in v hudih bolečinah. Njena družina se je bala najhujšega, a proti vsem pričakovanjem je preživela. 3 leta kasneje se je začela Stefanijino strogo šolanje. Poučevali so jo številnih predmetov na visoki ravni in govorila je več jezikov, vendar je niso razvajali. Njo in njene sestre so učili strogi disciplinarji. Od leta 1875 dalje je bila Stefanija pogosto najvišje rangirana ženska članica kraljevega dvora. Njena starejša sestra Luiza se je poročila in zapustila Bruselj, medtem ko je bila njena mati pogosto odsotna iz prestolnice. Potem je bila po zimi leta 1878 njena usoda zapečatena. Komaj najstnica je bila predstavljena prestolonasledniku Rudolfu Avstrijskemu, edinemu sinu cesarja Franca Jozefa in dediču ogromnega Avstro-Ogrskega cesarstva. Rudolf je imel 20 let, medtem ko je bila Štefanija stara komaj 14. Vendar njuno srečanje ni bilo naključje.
To je bila zveza, ki so jo pripravljali že nekaj časa. V ozadju so potekala intenzivna pogajanja. Avstrijci so v Štefaniji videli primerno nevesto, ki bi lahko zagotovila nasledstvo z rojstvom moških potomcev. Pritisk je bil ogromen in po dolgih razpravah so dogovorili poroko. 10. maja 1891, le nekaj dni pred svojim 17. rojstnim dnem, sta se Štefanija in Rudolf poročila na veličastni slovesnosti na Dunaju. Toda pod kraljevim bliščem so se nad njuno zvezo že zbirali temni oblaki. Zakonsko življenje za Štefanijo ni bilo prav nič podobno pravljici. Ni bilo velike ljubezni, ne globoke naklonjenosti, le dolžnost. Sprva je bil njun odnos vljuden, celo nekoliko srečen, a so se kmalu pojavile razpoke. Rudolf je imel nestanoviten značaj, Stefani pa se je počutila ujeta v palači, nenehno nadzorovana in z malo svobode. Kljub napetostim se jima je v zakonu rodila hči po imenu Elizabeta Marija, ki se je rodila septembra 1883. Namesto veselja pa je Rudolf novico sprejel s komaj prikritim razočaranjem. No, želel si je moškega dediča za cesarstvo. Ona bi bila njun edini otrok in Stefanijin edini potomec. Sredi 1880 je bila neplodna. Vzrok? Njen lastni mož. Rudolf ni bil le alkoholik, ampak tudi izjemen ženskar, ki se je oddajal aferam z ženskami po vsej Dunaju. Dobil je številne spolno prenosljive bolezni in večina zgodovinarjev se strinja, da je najverjetneje prenesel tako sifilis kot gonorejo na Štefanijo, zaradi česar pri 22 letih ni mogla imeti otrok. Sprva so zdravniki krivili peritonitis. Rudolf je svojo bolezen skrival in ko je Štefanija izvedela resnico, je bilo že prepozno. Prevarana in ponižana jo je prevzela zamera. Ni hotela deliti postelje z možem, ki se je ob zori opotekal domov, smrdeč po alkoholu in drugih ženskah. Medtem se je Rudolf, utapljajoč se v lastni bedi, pogrezal še globje v razvrat. Do poznih 80 let 19. stoletja je bilo na dvoru splošno znano, da Štefanija nikoli več ne bo imela otroka. Rudolfove afere so se nadaljevale, kot da se ni nič spremenilo, in najhujše je šele prihajalo. Med Rudolfovimi številnimi ljubimkami je ena postala zelo izstopajoča. To je bila baronica Marija Vičer. Leta 1888 se je pri komaj 17 letih zapletla s 30-letnim prestolonaslednikom. V tem času je Rudolfovo vedenje postajalo vse bolj nepredvidljivo, morda zaradi poslabšanja sifilisa. On in Vicira sta začela večino časa preživljati v Meilingu, odmaknjeni lovski koči blizu Dunaja, ki jo je Rudolf kupil in spremenil v zasebno zatočišče pred cesarskim dvorom. 30. januarja 1889 je Štefanija prejela šokantno novico. Tistega jutra so njenega moža, prestolonaslednika Rudolfa, in Marijo Vicira našli mrtva v Meilingu. Incident Meilingu, kot je postal znan, je sprožil preiskavo, govorice o zaroti, atentatu in celo političnih spletkah pa so se širile še leta. A na koncu je bila resnica mračna. Rudolf je ustrelil svojo ljubico in nato storil samomor. Tako je bila Štefanija pri komaj 24 letih vdova in ni mogla imeti več otrok. Zanimivo je, da je Rudolf v pismu, ki ga je pustil zanjo, izrazil nekaj naklonjenosti, čeprav ni dvoma, da je bil njegov vpliv na njeno življenje na mnoge načine strašen. Po Rudolfovi smrti je Štefanija upala, da se bo lahko vrnila domov v Belgijo. Vendar je bil en problem – njena hči. Elizabeta Marija je bila še vedno habsburška princesa in cesarski dvor ji ni dovolil zapustiti Dunaja. Štefanija, zdaj ovdovela kronska princesa, je bila ujeta v mestu, kjer je nihče ni želel. Njeni tast in tašča so se obrnili proti njej in njeno prisotnost so videli kot boleč opomnik na to, kar se je zgodilo z Rudolfom. V tem osamljenem obdobju je našla tolažbo v romanci z grofom Arturjem Podotkim, poljskim plemičem, ki ji je stal ob strani v najtemnejših dneh. A usoda je ponovno udarila. Podotski, ki še ni dopolnil 40 let, je zbolel za rakom na grlu.
Neuspešna operacija mu je onemogočila govor in do marca 1890 je umrl. Stefanija, ki je še vedno žalovala zaradi Rudolfovega nasilnega konca, je bila znova potisnjena v žalost. Da bi ubežala svoji žalosti, je veliko potovala. Potovala je po Sredozemlju, Malti, Tuniziji, Siciliji, Krfu in drugod v iskanju razvedrila, olajšanja ali morda novega začetka. Še vedno mlad in sposoben za novo poroko je imel kralj Leopold II. Velike načrte. Želel je, da bi se Štefanija poročila z novim prestolonaslednikom Avstro-Ogrskega cesarstva, nadvojvodo Francem Ferdinandom. A ta zveza se nikoli ni zgodila. Namesto tega se je Štefanija proti koncu 1890-ih zaljubila v grofa Elemeja Lunjoja, madžarskega aristokrata. To ni bila politična zveza, to je bil zakon iz ljubezni. Eleme pa je celo prestopil v rimsko-katoliško vero v upanju, da bo pridobil odobritev kralja Leopolda. Ni uspelo. V ostrem pismu je njen oče odločno zavrnil, da bi odobril poroko. Ni dovolil, da bi se njegova hči poročila pod svojim stanom. Kljub temu je Štefanija kljubovala svojemu očetu in se 22. marca 1900 poročila z Elimirjem na gradu Miramar blizu Trsta ter pri tem izgubila svoje cesarske nazive. V vseh teh letih so se pojavljali stalni družinski spori. V Belgiji je Štefanijin oče postajal star in ker ni imel preživelega neposrednega moškega naslednika, so pripravili načrte, da ga bo nasledil njegov nečak, princ Albert, kot kralj Albert I. Leopold je bil že dolgo besen na svoje hčere, ker so se poročile pod svojim stanom in jih je skoraj popolnoma razdedinil. Njegova zamera je bila tako globoka, da je Štefaniji prepovedal udeležbo na materinem pogrebu leta 1902 in je ni hotel videti pred svojo smrtjo. Po Leopoldovi smrti leta 1909 so njegove hčere pričakovale, da bodo podedovale del njegovega ogromnega premoženja. Namesto tega so odkrile nekaj precej šokantnega. Večino svojega premoženja je zapustil Caroline Lacroix, svoji precej mlajši ljubici, s katero se je na skrivaj poročil le 5 dni pred smrtjo. Besna Stefani in njene sestre so začele silovit pravni boj, ki se je vlekel 5 let. Na koncu je Stefani uspelo doseči poravnavo v višini 5 milijonov frankov. Poleti 1914 je bil med državnim obiskom v Sarajevu prestolonaslednik Avstro-Ogrskega cesarstva, nadvojvoda Franz Ferdinand, moški, za katerega je Stefanijin oče nekoč upal, da se bo poročila z njim, ubit strani srbskega nacionalista Gavrila Principa. Njegova smrt je sprožila krizo, ki je hitro prerasla v Prvo svetovno vojno. Le nekaj tednov kasneje je Nemčija napadla Belgijo, kljub njeni nevtralnosti. In Stefanijina domovina je naslednja 4 leta ostala pod nemško okupacijo. Ker je bila Avstro-Ogrska v vojni zaveznik Nemčije, se je Stefani znašla v neprijetnem položaju, saj je živela v imperiju, ki je pomagal okupirati njeno domovino. Poleg tega je bila prepričana, da je bil cesar Franc Jožef na nek način vpleten v atentat na svojega naslednika, Franca Ferdinanda. Na srečo sta bila takrat z Elimirjem daleč od Dunaja. Leta 1906 sta se naselila v dvorcu Rusolce na območju današnje Slovaške, enem redkih krajev, ki jih vojna ni dosegla. Tam se je Štefanija posvetila dobrodelnemu delu in našla smisel v svetu, ki se je okoli nje razpadal. Ko je cesar Franc Jozef leta 1916 umrl, sta se Štefanija in Elimir vrnila na Dunaj, tako na njegov pogreb, kot na slavje ob kronanju novega vladarja. Le 2 meseca kasneje je bil Elimir povzdignjen v princa v madžarskem plemstvu, a njun svet se je kmalu zrušil. Oktobra 1918 je Avstro-Ogrska izgubila vojno in se razpadla na ločene države. Medtem ko je bila večina habsburških kraljevih članov izgnana, sta bila Štefanija in Elimir izgnanstvu prihranjena. Ostala sta v dvorcu Rusolce, čeprav sta še naprej pogosto potovala in imela srečen zakon. Štefanija in Elimir sta po prvi svetovni vojni živela mirno življenje. Do takrat je bila že tudi babica, saj je njena hči v začetku 20. stoletja rodila več otrok. Vendar pa je odnos med Štefanijo in njeno hčerjo v začetku 20 let postal napet. To je bilo zaradi osebnega življenja Elizabete Marije in njene politike.
Bila je socialistka in je v Avstriji postala znana kot rdeča nadvojvodinja. Po zadnjem sporu leta 1924 sta se Štefanija in njena hči Elizabeta Marija očitno popolnoma odtujili in nikoli več nista govorili. V teh letih je Štefanija napisala svoje spomine, ki so bili objavljeni leta 1935, v angleščini pa leta 1937 pod naslovom Bila naj bi cesarica. Vendar to ni bila popolna avtobiografija, saj je komaj omenila pol stoletja, ki je sledilo Rudolfovi smrti. Namesto tega je bila knjiga razdeljena na 4 dele, pri čemer je bil zadnji del naslovljen Tragedija v Mayerlingu. Jasno je bilo, da se je njena zgodba, vsaj tista, ki jo je izbrala povedati, končala leta 1889. Morda so njeni založniki vedeli, da je to različica, ki so jo bralci želeli, ali pa preprosto ni želela deliti podrobnosti svojega zasebnega življenja od tistega usodnega dne dalje. Septembra 1939 je izbruhnila druga svetovna vojna. Stefanija in njen mož nista živela blizu frontne črte, sosednje države pa so bile prihranjene najhujšega bojevanja. Kljub temu sta bila proti koncu vojne Stefanija in njen mož zaskrbljena zaradi nacističnih načrtov, da bi Rucoce spremenili v poljsko bolnišnico, saj je sovjetska rdeča armada napredovala v srednjo Evropo. Ko so Rusi tja prispeli, pozno spomladi, leta 1945, sta Stefanija in Elemir poiskala zatočišče v Nadopatiji Pannenhalma. Tam je umrla 23. avgusta 1945, stara 81 let. Svojo hčerko je razdedenila leto prej in Elizabeta Marija se ni udeležila Stefanijinega pogreba. Pokopana je bila v kripti Nadopatije Elemir, ki je umrla manj kot leto dni kasneje, pa je bil pokopan poleg nje. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o princesi Stefani Belgijski. Upam, da ste ga našli zanimivega. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o njenem življenju, in če imate kakšne predloge, mi jih prav tako napišite v komentarje spodaj. Upam, da ste to našli zanimivo in da ste naročeni na moj kanal, ter imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih objavim. No, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem delu Pozabljeni življenj.